A ti dajo kdaj tvoji Japonci vzdevek tomato kun, zato da lažje izgovorijo? Nismo nikoli prišli do kakšnega translata. Ja. Japonci, če jih imamo v Sloveniji, imajo itak samo en stavek, ki ga vejo v slovenščini. V bistvu ni nič stavek, v bistvu je beseda. Sambombashi, ki je, by the way, tromostovje, a ne? Of course. Ki je edina stvar, ki smo jo znali zreklamirati. Ja, dobesedno tromostovje, ne, Sambombashi. Yes. San je tri bombaši. Je most. A ja, haši, kako je že? Kako je bridge po japonsko? I have no idea. I guess tako, zato ker ga tako vsi imenujejo. Ali smo pa mi dali enemu prevajalcu? Možno, da je... Ker v moji misli je haši... Možno, da je haši, ampak ko narediš skovanko, san, bombaši, je potem lažje, mislim, zaradi izgovora, ne? Verjetno spremenijo ta izgovor prve črke. Yes, they do that. Probably, ampak ne, tako smo ga mi zreklamirali in to je edina uspešna stvar, ki smo jo zreklamirali. Zakaj? Zato, ker mi reklamiramo na Japonskem našo državo skupaj s Hrvati. Imamo 8 strani in od tega je 7 hrvaških, ena je naša. AKA mi moramo strpati vse na tisto stran, ne. Valjda Bled Bohinj je posebej, ne. Ljubljana. Smo pa dobili enega Photoshop kralja, ki je to naredil all in one place. In to je poimenovan Sambombashi in oni tam mislijo, da bo hkrati na tem tromostovju in grad in zmaj in ne vem pa še vse, ne. In nikoli nam pozabil, to je bilo 2011, ko smo imeli oročje tukaj. Okay. To je legendaren Visual Kei band, ki je zdaj že, mislim, da je razpadal. Ja. Mislim, da je samo še en od članov je zdaj solo. Tako. So imeli kaki anime opening, ending, soundtrack? Ending so imeli, ampak veš, kateri anime? Kjer. Vem, da ga je tamle naš Blaž, vem, da ga je gledal. Juvi. Oni so v začetku. Wait. Pa toliko smo jih reklamirali na to. Jaz večino teh bendov pa pesmi poznam bolj ali manj po anime soundtracki. That's how I know. Vsej Visual Kei bandov je v bistvu delalo endinge pa openinge za anime, ker v bistvu posebej za kakšne thrillerje, detektivske zadeve je v bistvu ta Rockish v bistvu full. Pa mislim, se danes še to največja promocija za njih, če imajo anime opening. Definitivno, jaz sem prepričan, da večina bendov ne bi nikamor prišla brez anime openingov. Sploh potem, ko turajo po kakšni Evropi in grejo po anime konvenčnih, to je dejansko njihov target audience v zahodnji Evropi. Dejansko, ker tudi s tem, bom rekel, največ denarja dobijo. Zato tudi vsi bendi, ki niso tako veliki, imajo vedno, pa tudi, če je nekje v 3 krasnih sred Nive convention, bojo šli na convention, zato ker, valjda, zato ker convention največ plača. Mi smo tudi, po moje, najmanjši, ki smo ga delali, je bil v Zotermerju, tam pač Nizozemska vmes. I guess, da mogoče 500 obiskovalcev, ne. Tarifa pa v bistvu taka, kakor 4 live šovi, ki so bili pač, da je samo band nastopil v dvorani. Zakaj bi rekel, da so konvenčni toliko visok pač maržo v primerjavi z navadnimi koncerti? People care. Actually, zato ker lažje si tudi prvoščijo v bistvu te, ki delajo konvenčne, zato ker bo že tam folk, oni so že karto kupili, ne. Naprimer zdaj, ko se pri nam vsi zgražajo, ne, zdaj zračunavajo za največjega, veš, to vstopnino. To je v tujini pač standard, ne. In oni si v bistvu s tem pokrivajo in hkrati ne rabijo delati reklame. Ker Facebook adsi pa vse ostalo ful košta in na koncu dneva, če ti tega ne rabiš delati in ti že imaš folka tam pridejo, lahko ti tudi bendu več plačaš, ne. Je pa vedno to, da ponavadi te konvencije v tujini niso glih v centru mesta in potem oni nekako bende nekako lurajo, bom rekel, z malo večjimi... Hospitality rideri dajo malo mogoče boljše te pakete, ko pridejo noter, dajo mogoče malo boljšo namestitev, take stvari. Pa tudi jih verjetno prvabijo. Pa personal slave prije, ko jih sluči. They give them love. Čakaj, kje sem jaz turu? Jaz nisem nikoli slave dobil. Anime fani so tudi znani, da so eni najbolj obsedeni, najbolj hypi, pač to prodati neki skupini ni verjetno težko. Rebus! Operiramo najvišji stopnji. What makes the world go round?